Dober dan, dober večer, dobro jutro, mogoče kdo tudi zjutraj gleda, lahko rečem sam narobe in prav. Kaj je prav? Prav je to, da tole zdaj gledate in prav je to, da se o tem pogovarjamo in prav je, da pošljete kak SMS, pomagam 1, pomagam 5 na 1919, tudi letos Deželak junak 9. za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Kaj je narobe? Narobe je ta moja današnja sogovornica. To je Manca Deželak, hčerka od mojega sovoditelja, od mojega prijatelja. Jaz se te spomnim, ker nič nisi bila, takole si bila velika, mickana in zdaj si tle odrasla oseba, vzgojiteljica in me narediš sam starga. In res je čuden, ti se tebe to smešen. Mene pa to čuden, da se jaz danes, da tukaj sedim in se pogovarjam s tabo kot vzgojiteljica, spomnim se te pa takole, ker si lauvala okrog. Ja, sej tudi, kaj oči čist teh 9 let, tak daj nazaj, ki je šel obiskat otroke v kolonijo, sem šla še z njim, pa so me dali v une skupince, da se pač delam kot otrok z njimi vse, ne. Sem le tako stara kot oni. Ja, zdaj pa že pač nekaj let že kot vlogi vzgojiteljca, no. Kot vlogi vzgojiteljca, okej. Manca, ne bova še začela s tem. Daj pokaži mi tatu, ona ima svež tatu ima in ga hočem videti. Pokaži mi tatu, daj bomo, a lahko sam en rokav, a lahko? Joj, ne bo šlo. Ok, če počakate do konca, boste videli nov tatu. Kdaj si ga dala delati? Včeraj? Včeraj, pa je oče rekel, da so rožice, ampak so deteljce. Niti to ne ve. In on mi je še rekel, sem šel gledati slikco, pa sem videl, da so rožice. Ne, niso. Meni je zjutraj tudi rekel, da so rožice, tako da zdaj ne vem, kaj je. Ej, vzgojiteljica si. Zdaj že koliko časa? 5 let. 5 let. Zakaj si sploh postala vzgojiteljica? Čist po slučaju, v bistvu je. Moja sestra je bila že toliko stara, da pač so rekli, če bi bila vzgojiteljica, pa je ona itak vedno šport pa to. Pa so rekli, ok, lahko je kot pomočnica. In pol gospa Anita Agulin, nekako pač čez pol leta se je verjetno pač zmedla, kjera sestra in ona meni reče, boš pomočnica. In jaz tako, kaj, kako, ker sem bila itak že malo mlajša, ne, kakor sestra. In pol sem pa tako, ja, ok, in mi je rekla, boš imela eno punco, ki je slepa, ker ne smeš imeti še cele skupine, ki si pač nova pa to, boš imela 1 na 1 individualno in jaz tako, ok, v redu. In sem šla v bistvu pol v izmeno, ta punca je bila starejša od mene in je poleg tega, da je bila slepa, bila še vse drugo. Ni mogla hoditi, ni mogla jesti, mentalno je bila na nivoju 3-letnega otroka. Si imela pa težko nalogo. In jaz sem njo videla, ona je prišla na avtobus in meni je takrat gospa Anita rekla, sem te videla, da si bila v šoku, ker sem se pač ustrašila. Jaz kot nek, ok, že to, da je slepa, sem bila tako pač v redu, bom 24/7 z njo, da ji asistiram, da ji pomagam, ampak sem jaz enostavno ugotovila, kaj vse bo tle treba pomagati, sem bila vsem. Ok, in je bila zelo težka izkušnja, tudi sem imela težke dneve. Tudi ti, ne? Ja, tudi jaz. Mi je bilo grozno, da pol pri vseh teh zgodbah so mogli tudi mene tolažiti, ampak tudi včasih nisem zmogla. In sem bila tako, joj, to je pa res težko. Naslednjič, ko so me vprašali, če grem zraven, sem bila tako, ja. Še danes mi vsak reče, kako si ti po oni izkušnji sploh prišla nazaj med nas, ker noben ne bi. Jaz sem pa nekako, sem bila tako, ja, pa sej ni enostavno, to smo vedeli, ampak rada to počnem in še zdaj to počnem redno. Da, to počneš in je tudi prav, da to počne, ne samo, da to počne tudi pri meni, kdaj doma počuva otroka, ampak se to razlikuje, ne? Ja, je čisto drugače. Čuvati enega otroka pri nekomu doma, ki se pač malo se zaigraš, pa ga daš. Ja, čisto drugače. Kakor pa v koloniji. V kolonijah pa slišiš tudi kakšne težke zgodbe. Pa deva najprej tako začeti. Česa se otroci najbolj veselijo, ko so na morju, ko so na teh počitnicah? Česa so najbolj veseli? Čistko, glede na to, da vedno, kadar gremo je nekdo, ki je že bil, že na avtobusu povejo, da imamo večerne poroke, znankarije, talente, v bistvu te večerne programe in to je pa tako nekako, saj meni se zdi, da cel highlight tedna, vedno se sprašuje, da bojo pa poroke, ker itak se vedno pač te malo parčki naredijo, pa se malo zaljubijo. Pa itak pač, ko gremo na morje, plaža, to je, zato gremo. Tako da tisti glavni, kaj se dela je, ok, gremo na plažo, smo tudi v poletnih kolonijah, smo večino časa, če se le da ob morju, v morju delamo kaj vse, da se zabavajo, da bi ne rata dolg čas na plaži in v bistvu to je, kar se največ veselijo in jaz bi bila ista, mislim, čisto jih razumem. Ja, ok.
Ampak ni pa skozi sam zabava, pa igra in tako naprej. Verjetno, da pride tudi do takih nekih trenutkov, ko pa se vzgojitelji morate dobiti pa med sabo tudi pogovoriti o kakšnih primerih. Ja, zadnje čase žal prav tako imamo večere. Imamo drugače 3 sestanke na dan, ampak večerni so namenjeni temu, da pač analiziramo otroke in se pogovarjamo in vsak v bistvu pove, ja, en moj ima pa to, pa to, pa to. In je kar tako wow in se moramo vsi vzgojitelji v bistvu ukvarjati s tem, kako bomo sploh pomagali oziroma kako ga bomo sploh lahko, ne vem, kako ga bomo zamotali oziroma zaposlili, ker te otroci logično, ko imajo velike težave, so tudi zelo nemirni, zelo težko jih je obvladati. Ponovadi so taki v skupini, ki si tako, kar ne da miru, kar ne vem, kako bi ga poreden enostavno. Je pa tudi žal tako, da so kakšni taki, ki so pa ful pridni, pa pač niti ne zveš, da ima kakšne težave. In v bistvu je ta težava, da se moraš do vseh nekako pridobiti to bližino, da se ti to tisti res povejo, kad ne delujejo, da so neki ful, da imajo težave doma oziroma da kaj ne vidiš, da pač niso vzgojeni. Kasneje se odpre in sploh ne, v bistvu moraš prav priti do njega in se pogovarjati, že začneš, kako si v šoli, kjer ti je najljubši predmet, take stvari, lih toliko, da pač ti začne zaupati, pol pa sam začne govoriti in pol sam poslušaš in zvečer smo vsi tako, wow, ne bi rekel sploh, da tak otrok vse to je že preživel. Kako pa ti gledaš na svojega očeja med to akcijo? Kako pa gledaš? Veš v bistvu, zakaj se trudi, zakaj gre, zakaj počne vse to, kar počne. Veš pa tudi, kako je njemu. Kako ti to doživljaš? Mislim, nam je vsem doma tako, tistih 10 dni je kar tako napeto. Sploh, ker vemo, da se matra. Ampak po drugi strani pa vemo, da je ful motiviran. Sploh to, ker sva jaz in Mojca vzgojiteljice, tudi doma poveva kakšno zgodbo. In on to takoj se pol tudi ima ful enega dodatnega zagona, ko sliši vse to. Je pa pač tako, res, tako ljudje mi govorijo, ta tvoj oče je junak. Ja, je to orang junak, ko vse to počne. In kako je nam, ja, tako, malo smo živčni, malo ful smo z njim, mislim. In hkrati na teh vseh otrokih, ko bojo pač šli na morje zaradi njega. Kako pa pol, ko je, ne vem, zaključek akcije, on pa rabi malo počitka? Ne? Ja, ampak niti ne to, kar si ljudje mislijo. Ljudje me sprašujejo, pol on en mesec ali pa en teden sam spi. Ni res. Lansko leto sem ga povabil na piknik, takoj naslednji dan in je preletel. Ja, res je. On takrat tisti dan in tak zvečer pridemo iz Debelega rtiča, ampak pol pač, ne vem, spi do 10, 11 in pol je on tako, no, kaj pa zdaj? Ali pa mogoče, ajde, do soboto je še tako, ampak v nedeljo pa definitivno ne bo doma, on mora nekam iti, on je zdaj v formi, kaj zdaj, ne bom zdaj tle ležal, ne? Ne bo prekinil treninga tega procesa. Gremo na Šmarno, gremo na morje, ne vem, neki. Nekaj bi počel. Ja. Nekaj bi počel. Letos je pa tudi malo... Letos je malo drugačne. Letos je on pač vse te etape, ki ga čaka ga 10 etap. Prvič je tudi en klanc, ki mu ni všeč. Ja, včeraj je... Kaj je bilo? Včeraj sem jaz samo vprašala, a si videl... Strma Reber. Ja, jaz sploh Silnica, ne vem, kjer je to hrib. Okay. In jaz tako, a si videl etape? Pa on tako, ja. In jaz sem bila tako, zakaj se ti pa zdi, da je letos ful težje, ker jaz nisem to pač šla preučevati, ne. In on tako, letos bo brutalno, jaz ne vem, kako so oni to razmišljali, saj sem v formi, sam tist hrib, pa jaz ne vem, kjer je to hrib. Ja, saj jaz vem, saj je to dost. Tako da, ja, zdaj, drugače je ful motiviran, edin ta hrib ga zdaj malo skrbi, ampak če je spelo vršič, bo pa tudi to, ne. Je pa zelo emocionalen. To pa. Je pa zelo emocionalen. Ni ga sram jokati, sploh ne. In zelo se ga dotaknejo. Ja. Res. Zgodbe otrok. In v sami Zambratiji, oziroma kjerkoli ni, ki gre obiskat. In tako doma, ko posluša kakšne zgodbe in doma, ko se spominja za kakšne akcije za nazaj. Ne vem, 1 leto, ne vem, 3 leta nazaj smo imeli tako, en večer preden je šel, smo gledali po stare posnetke. In je isto cel bil objokan. In tako tudi pred ljudmi, ni mu sram pokazati, da ga pač res zaboli, da mu res vse to pomeni. In zato se tudi bolj še trud, verjetno. Ja.
vesel je praktično podpore čisto vsakega ob cesti, pa če mu sam pomahajo. Vesel je, on tudi poudarja, vesel sem vsakega SMS-a, pomagam 5 na 1919, ampak tudi če ne, zgolj tega, da prijete podpreti, da nekoga drugega opozorite na to. Vesel pa tudi podpore, ki vi prijete. Tega to tudi Jano to poskozi. Se vsako leto vpraša, no? Kjer dan bo kjer z mano vozil? Kdaj pridete, kdaj prije Manca, kdaj prije Mojca, kdaj bo tam bi letos bil skozi. Pa je rekel, da bi bil rad 10 dni, da se bo že v šol zmenil. Ja, on ima take, ne bo 10 dni, prosim, ne bo dovolj. On tudi prav, da bo že lak junior, tako boči nehuje, čez ne. Bo pa on začel. Bo pa on začel. In očitko njemu je, pa to ni to, ker dostavljeno. Jaz bom že potem nadaljeval, tako da očitno bo to še dolgo trajalo, ne vem. Ja, bomo videli. Bomo videli. Mislim, da je prav, da je, da ta akcija je prav, da je. Otrok, ki še niso videli morja v Sloveniji, je še vedno presenetljivo velik. Da bo se to kar čez noč spremenilo, se ne bo. In je prav tudi, da se mladi odločate biti tudi vzgojitelji, pa pomagati, pa sodelovati pri teh akcijah. Mogoče vprašanje, kaj te je najbolj pretresel zgodbo, ali si jo slišala od drugih vzgojiteljev, ali se je tebi kdo zaupal? Meni vedno najbolj prizadenejo, oziroma tako, da ne vem niti kaj reči, sam krivo, kad bi začela, pa vem, da moram biti močna ob tej osebi, da jo potolažem, so zgodbe o samomorih. To pač jaz ne vem, sploh ne morem in nikoli ne bom pozabila eno punčko, ki je pač, ne vem, par dni prej mama naredila samomor in je ona to videla. Že to je katastrofa, ampak da oni v skupini so se pogovarjali o tem in da je bilo več takih, ki so se v tem našli. Pač to je meni katastrofa. Tok stari otroci, to je bila 7 let stara punčka, to se morajo pogovarjati o tem, da imajo skupno, da plešajo hip-hop, da poslušajo Lady Gaga, kaj jaz vem. Ne pa, da imajo skupno to, da je starš naredil samomor. Pač mene je to čisto vedno, nekako sem prišla v sobo in so se oni o tem pogovarjali in sem zvedela, da je pač več kaj ena punčka s tako zgodbo. To je meni, po moje, do zdaj še vedno, ki me je najbolj pretresel in si najbolj spomnim in te punčke in še vseh ostalih punčk, ko so se to pogovarjali in pač grozno. Nisem niti vedela, kaj reči, ker pač se ne znajdem v te vloge. Jaz imam srečo, da se mi to ni zgodilo in ne znam niti potolažiti. Jih pač se probamo o tem pogovoriti, ampak jaz ne vem, jaz ne znam. Mislim, se je dovolj, da si tam. Ja. Dovolj je, da si tam, da si nekdo, ki posluša in da si nekdo, na katerega se lahko obrnejo in da si nekdo, ki lahko pač to pove naprej in se poišče tudi kakšna strokovna pomoč. Konec koncev je to. Ja, sej tudi pol več vzgojiteljev se pač. Pa so z različnim programom in to jih hočemo, da res najdejo neko veselje, da nekako, valjda ne bojo pozabili tega, ampak saj za trenutek, da ne razmišljajo o tem. Ni pa tako, da pa zdaj pa prav mi to, kao se ne delamo, da se ni zgodilo. Seveda se pol pogovarjaš s to osebo, ampak pa vsem poskušaš teh 10 dni, da je na morju, da res uživa, ker pač žal je tako, da ne ve, kdaj bo šla spet. Je namen ta, da se imajo fajn. Ja. Pomagam 5 na 1919, vsak evro šteje, lahko tudi pomagam ena. Tudi letos si valjda želimo peljati čim več otrok na morje in tudi, kolikrat boš še ti vozila otroke na morje. V bistvu študiraš kaj? Pedagogiko in andragogiko. Se pravi, boš nekaj v tej smeri? Ja. Kaj bi rada? Sem se našla tudi vse, kar delam izven študija, rojstni dnevi, kot varuška, karkoli, vse mi z otroki povezani in jaz bi to rada počela. Še naprej se ukvarjala z otroki? Ja. Kolikrat bom še šla v kolonijo, ja, ne vem, upam, da čim del. Da čim del, ne? Za poletje že vem, da grem. Če je to tisto delo, ki te veseli, tisto, kar ti je fajn in je the best. A zdaj lahko še, obljubil sem, da boste na koncu videli še tatu, a zdaj lahko vidimo tatu? Ja, sem tam. Zakaj si se sploh odločila za tatu? Čakaj, zdaj daš pa mi kar tej dol, pa bom mikrofon probala tako nekako dobiti. V bistvu je tako, da... A se zdaj slišiš? Ne vem, če se slišiš. Aha, omare. Lahko je tako, ja. Zakaj si se sploh odločila za tatu?
V bistvu sem odločena. Kar meni je oči rekel, sploh mi ni povedala. Jaz pa nisem več vedel, ona je sam dan prišla. Se neko, jaz se ponovadi se to tako zgodi. Ne, vse sem povedala. V bistvu sem si že več let želela, ampak so bili vedno tako tešva, razmisel, pa jaz tudi nisem bila čisto odločena, kaj bi imela. Pol pa v bistvu mi je fun za rojstni dan. Rok? Ja. Rok mi je za rojstni dan v bistvu dal kao bon za tatu, ker sem baje, iz tega sploh ne spomnim, ampak baje na prvem zmenku, ko sva bila, sem rekla, da bi imela tatu detelce. In v bistvu je za rojstni dan mi je dal tako ful cute pisance in gor je bila detelca in da greva tatu narediti in da si jaz dam to. Okay. Zdaj je še pač ta folija gor, ker je od včeraj. Sam veš kaj, oči ima tvoj projekt, bi tudi rekel, da so dve rožci. Ne, to so 4 peresne detelce. Ja, pač zdaj, ki si rekla, sam na prvo žogo bi jaz rekel, dve rožci. No, ampak mi pa ful pomenijo, no. Tudi, ne vem, od naranci imam eno 4 peresne detelce skozi noter, na Instagramu pod opis imam detelce. Kaj ti pomeni ta detelca? Ampak v bistvu neka sreča, glavni razlog je pa zdaj, mogoče bo zgledalo, da ni res, ampak Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine, je pač zame najbolj topla in najbolj prijazna ženska, kaj sem jaz vedno spoznala. In mi tako kena babica je zame res taka bližnja, čeprav jo vidim parkrat na let, ampak takrat, ko jo vidim, je pač zame to tako bolj ljubeče ženska ne poznam. In ona tudi piše take lepe SMS-e, da sam dol padeš, lahko se potrudiš lepo napisati, pa bo ona 6krat boljš napisala. In na koncu vsakega SMS-a ona daje boji 4 peresne detelce. In v bistvu je bil tudi to en od razlogov, ker želim to njeno zgodbo nekako se jaz, da ne bom niti mal to, kar bo ona, ampak želim nekako na ta način, kot ona z otroki komunicirati, ker ko jaz vidim, kako se ona pogovarja z njimi, ko se nji odprejo, je pač zame nekako največji vzor in v bistvu tudi ta tatu je malo povezan s tem. Lepo. Lepo. Pa tudi dar govora pa že imaš, itak to vidim, da imate tako, kot oči tudi rečeš mu dobro jutro, pa si lahko 1 uro, pa vem, da si znate govoriti. Manca, ful lepo, lep tatu, lepega fanta. Hvala za fanta. Očija junaka. A veš, in lepe pa dobre stvari delaš. Manca Dežlak je bila tole, vam pa hvala, da ste pogledali do konca. Pomagam 1, pomagam 5 na 1919. Deželak junak 2023. Kaj si vsak otrok zasluži počitnice. Pošlji SMS, pomagam 5 na 1919.